zmaga Slovenije. Za 1 minut z mano je selektor Matjaž Kek. Welcome to the press conference of the Slovenian national team after the game Northern Ireland Slovenia, which ended with a victory for Slovenia. With me is the head coach Matjaž Kek. Matjaž, komentar tekme. Čestitam fantom za 19. točko v kvalifikacijah. Zrušili smo tudi ta Belfast, zmagali zasluženo. Težka tekma, pričakovana, ampak najpomembnejše so te 3 točke in pa pogled na razpredelnico. Čestitam fantom, bravo. Congratulations to the guys for the 19th point. We managed to win in Belfast, well deserved. It was a very hard game. The most important thing is that we got three points here and bravo to the guys again. Gremo kar na vaše vprašanje za selektorja. Selektor, največkrat izrečenih besed vaše strani je bila pragmatičnost, v zadnjih dneh je bilo to. Oziroma, kaj je bilo del tega, kaj pa je manjkalo? Zdaj, kaj je manjkalo, ne bom govoril. Manjkalo je kar, ampak tukaj jaz hočem tekmovati, jaz hočem zmagovati, jaz hočem zbirati točke in potem bomo pa povedali, kaj je dobro, kaj je slabo. Jaz hočem ugajati, pa na koncu mi je pa žal, zakaj sem igral neodločen ali pa zakaj nisem zmagal. Ne? In ta tekmovalnost je mene vodila skozi življenje. Jaz hočem, da so fantje tisti, ki se obnašajo tako. Vedeli smo, da ne moremo ravno zdaj tu briljirati. Tekma, ki je bila absolutno pričakovana, ampak kjer smo vseeno mi kontrolirali večji del, čeprav vse te prekinitve, ves ta pritisk je včasih prinese vedno kakšno možnost, ne, ampak dovolj predrzni smo bili, dovolj pametni, da smo mi z njih sprovocirali in potem mislim, da smo zmagali klub na ta moj pragmatični način, da pa to ni bilo lepota od gledanja, to pa se tudi jaz zavedam, ampak to me pa sploh ne zanima danes. Skrajšaj. Do you have any questions from the home media? No? Okay. Teda kar nadaljujemo. Ja. To pomeni, da 3 točke pa gremo dalje, ali boste kakšno resnejšo analizo te tekme? Ne, 6 točk, ne 3 točke. 6 točk, v oktobru pa gremo dalje. In prihaja nov izziv, prihaja tekma v Kopenhagnu, velika ekipa, favorit te skupine in hočem, da se Slovenija pokaže v tisti pravi luči. Jasno je, da končno ena tekma, ko nismo favoriti in bomo videli, potem bomo pa razmišljali dalje. Mislim, da smo dosegli totalno namen te oktobrske akcije, dobili tudi eno skupino fantov. Vem, da so okrog fantje, ki čakajo na svoje minute, ki so v sebi jezni in to je tisto, kar je meni okej. To je ta tekmovalnost, to je ta želja po dokazovanju, to je, da hočeš biti zraven, da hočeš biti udeležen in ne samo, da si pač tukaj kot figura. In ta tekma na ta način je mogoče prinesla več, kot si kdorkoli misli. Prinesla je situacijo, v kateri smo želeli biti. Nihče nam čisto nič ni podaril, fantje so si prigarali to na terenu in res čestitam jim. Boljša, kvalitetnejša po imenih Slovenije ali pa kakokoli zdaj to hočete, bolj uigrana vse je tukaj imela velike probleme. Ti so jih na en pameten način umirili, pripeljali tekmo do konca. Da pa je bilo, težko je bilo. Jasno, da so oni vedeli, da smo vedeli in seveda takoj začneš računati v glavi, takoj izgubiš neki fokus in zato je bilo zelo pomembno, da smo takoj na začetku dali ta gol. Škoda, da tisti drugi gol ni priznan, ne. Ampak ves čas dogovor je bil proti Finski, izkoristimo tisto, kar imamo, predvsem ker si doma, tukaj oddelajmo tekmo, odrudarimo, zbrali smo fante, ki so. In da pa bi nekdo rekel, da nisi razmišljal, seveda si razmišljal, na koncu koncev pred tekmo smo imeli situacijo, da lahko 2 izgubimo, pa gremo na evropsko prvenstvo. Jaz bi to podpisal pred 1 letom takoj, ne. Zdaj je situacija druga, pripeljali smo se sami v ta položaj in jaz hočem, da uživajo tudi v taki tekmi, ampak zdaj smo ravno se pogovarjali v slačilnici, ko vejo, da ni vse bilo idealno,
pa razmišljajo o tem, pa se pogovarjajo, potem jaz vem, da imam prave fante okoli sebe in to sem jaz sem zelo vesel, kaj se tega tiče, boljše kot da pa ne vem, kakorkoli drugega. Prosim. Ma ni šanse, da jaz povem te zadeve. Vedno se pojavljajo vprašanja, slačilnica, igrišče, to je svetinja in tu se ne bo nič zgodilo. Jasno je, da lahko izključitev odpelje zadevo v eno stran ali pa v drugo stran. In jaz imam preveč izkušenj, jaz sem že v številčni prednosti izgubil tekmo, ko pa sem imel manj, sem pa celo eno zmago, 3 razlike. To je vedno treba biti pazljiv, to je vedno horuk sistem, to je vsak out, ki leti v 16, se lahko nekaj zgodi in to je predvsem bilo treba ohraniti čisto zdravo pamet, da ne bi mi reagirali na kaj taja, ker vedno se lahko kaj zgodi in v tej smeri smo tudi potem dalje peljali tekmo. Probali zmanjšati njihov prihod v 16 metrov na minimum, včasih uspe, včasih ne, naredili malo preveč napak za moj okus, ampak nekateri so bili tudi že na maksimum, ampak jaz nočem v teh tekmah menjati nekega ritma za prevelikim številom menjav, ne vem, tak sem pač, nismo vsi enaki. To pa sploh ne odgovorim, zakaj sem, kdaj pa zakaj. Tekmo smo zmagali na naš način, na svoj način, na karakteren način ekipe, strokovnega štaba in jaz sem zelo vesel. Omenili ste, da ste igrali pametno, da so fantje igrali pametno. Je ta pamet tudi stvar nekega dozorevanja te generacije? Ma saj to je bistvo vsega, ne. Saj, jaz sem rekel, ko bo se to zložilo skupaj, ko bo več treningov, ko bo več druženja, bojo se videle neke stvari, ki se prej niso videle, ne, ampak mi imamo mlado ekipo. Mi imamo mlado ekipo in ta mlada ekipa ima velik potencial še. Ravno zaradi tega, ker prihaja v tista leta, ko bodo znali odigrati take tekme, ko bodo znali na prevaro, ko bodo znali nekaj ukrasti na igrišču, ko bojo znali skriti slabosti, pa potisniti ven tiste dobre zadeve in to je to. In ta tekma je takšna bila, jaz res nisem pričakoval popolnoma nič drugega. Jaz, ko sem včeraj igrišče videl, ko sem videl, kaj je to hitro, tak hibrid, jaz sem vedel, da bomo imeli ogromno problemov z to hitrostjo in pa z njihovo agresivnostjo, ko napadajo. Tu nam še manjka, ampak imeli smo pa tudi neke stvari, kot oni niso prišli nam do živega, ne. Čeprav, se pravi, dali smo gol v pravem momentu, da nas je vrnil v tekmo, da nismo seštevali, odštevali pa vse to skupaj. In to je znak, ampak dozorevanja, začetka, smo tukaj, da ne bi slučajno kdo mislil, da smo dozoreli. To upam, da bomo po novembrskem ciklusu. Pa meni se zdaj dogaja že nekaj časa, Slovenija redko premaga Finsko, Slovenija še nikoli ni premagala tule Irce, redko da Adam gol. Ko ga da na tak spektakularen način in to, mogoče pa tudi neko srečo. Jaz sem enkrat rekel stavek, ko ga danes ne bom ponovil. Moraš izzivati včasih tudi, da se ti kaj vrne, ne smeš se pa na to zanašati, ker potem ti pa nogomet zopet vrne. In jaz nočem, da bi bili bahati, da bi bili nespoštljivi, da bi bili prepotentni, tega ne dovolim. In zaradi tega smo tudi se s fanti zdaj malo usedli v slačilnici, tak dober moški pogovor, gremo dalje, oni imajo svoje obveznosti, oni so zdaj že v fokusu Madrida, Udin, ne vem, Panathinaikosa in vse to skupaj in takšno je pač že življenje. Ampak vidite, tudi danes, ko sem zdaj slišal, da je imela probleme v San Marinu, danes je to, ni danes tako enostavno, če ne greš fokusiran pravi, te lahko hitro kaznuje. Jaz raje gledam toliko, pa da smo tretji, ampak samo en cilj je in samo za tega je treba živeti, za tega je treba se žrtvovati, zaradi tega je treba bilo danes iz take tekme priti za 3 pikami. Ker če bi danes uživali, pa bi bilo lepo, pa zapucali 10 šanc, pa bi potem se tolkli po glavi, tako so se tolkli v Helsinkih, potem meni ne bi to nič pomenilo. Vem pa, kaj me čaka, vem pa, kaj me zdaj čaka. Zdaj me čaka 1 mesec bombardiranja, zdaj tu treba umiriti vse skupaj, prvo tudi one na zvezi, pa vse to skupaj, vi boste tak cirkus delali, tako, ko ga delate stalno, ampak vseeno skupaj smo pa prišli do nečesa. Se pa zdaj pogovarjamo o nečem,
kar je nekaj v zraku, nekaj začelo dišati, nekaj, ampak jaz upam, da bomo prišli. Je pa jasno, Kopenhagen, Danska in čisto nič drugega. Boste pa verjetno v tem obdobju vse radi prebrali kako novico več o nogometu kot v začetku sezone. Manj bom, pa še vaših oddaj ne bom gledal, zaradi tega, ker od tega cirkusa hočem stran iti, hočem razmisliti dobro, s strokovnim štabom smo se že zmenili, na kak način bomo funkcionirali, hočem imeti fante v fokusu, oni na eni strani morajo delati več, kot so delali v klubih, da bojo prišli boljši formi v reprezentanco, meni to zanima, ne pa zdaj eno, drugo, tretjo, četrto, ne, ampak ok, jaz tudi čestitam Ircem. Mislim, to je taka mlada reprezentanca, taka poletna reprezentanca, jaz bi kar nekaj njihovega imel dal v našo reprezentanco. To je treba biti korektno, objektivn in ne zdaj tu reči, da tudi od njih nismo nič. Težko je bilo, ampak zmagali smo. Kot se rekli, veliko govorimo o tej tandemu Špora, Šeško, napadu Slovenije, zdaj 2 tekmi s Finsko in Irsko, mi smo dobili gole. To je tudi verjetno neka stvar, ki jo trebno izpostaviti. Ja, saj to je tisto, neko gole nista za mene dajala samo Šeško v Šporar. Ampak tudi branimo se ne samo z Oblakom, z Biolom, z Blažičem. Nam je manjko vseeno Brekalo, ki je bil zelo pomemben. Jaz nisem tega izpostavljal in nočem tega dela, zaradi tega, ker ta reprezentanca ne sme biti odvisna od bilo koga, pa tudi od Jana Oblaka, ne. Kakorkoli. Mi smo na ta način, moramo funkcionirati, da pa je 2-krat zapored, clean sheet, to pa je meni super. To pomeni, da je tudi, kar se tega tu nekaj štima. Pa ne vem, danes je bila meni 50krat žoga v nasih 16 metrov. To je letelo vse strani noter. Nervozni so že, ker se jim modi verjetno. Vprašanje.